V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, ponovno je nedelja, dan Gospodov, dan počitka in zahvale. Po celem tednu dela in skrbi smo povabljeni, da se ustavimo in svoje življenje položimo pred Boga. Bog danes ponovno prihaja naproti človeku. Praznik treh kraljev je za nami, toda njihova pot se nadaljuje v našem vsakdanem. Tudi mi smo iskalci v svetu, ki je poln hrupa, vprašanj in negotovosti. Iščemo svetlobo, ki nikoli ne ugasne. Danes nismo prišli v cerkev zato, ker bi bili popolni, ampak ker potrebujemo Božjo milost. Zato v psalmu 124, 8. vrstica beremo: Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. V nadaljevanju prisluhnimo obvestilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri bo v cerkvi molitveno srečanje. V sredo ob 19. uri bo v cerkvi preučevanje Svetega pisma z diskusijo. Naslednjo nedeljo ob 10. uri je osrednje tedensko bogoslužje z Gospodovo večerjo Evharistijo. Skupaj se bomo zbrali okoli Kristusove mize, ker nas Bog sam povezuje v eno občestvo. Pri Gospodovi večeri Evharistiji se srečamo z darom Kristusove navzočnosti in se okrepimo za življenje, zato se tega še vnaprej močno veselimo. Sledi skupna pesem Moje življenje si. Biblično vodilo je iz Evangelija po Luku, 13. poglavje, 29. vrstica, ki pravi takole: Prišli bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga in bodo sedeli za mizo v Božjem kraljestvu. Pa poslušajmo še poeziji psalma 86.
Nagni, Gospod, svoje uho, usliši me, ker sem nesrečen in reven. Varuj mojo dušo, zakaj veren sem, reši svojega služabnika, ti Bog, ki zaupam vate. Izkaži mi milost, o Gospod, saj ves dan kličem k tebi. Razveseli dušo svojega služabnika, saj k tebi, Gospod, vzdigujem svojo dušo. Zakaj ti, Gospod, si dober in odpuščaš, ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo. Poslušaj, Gospod, mojo molitev, prisluhni glasu moje prošnje. Vabim k priznavanju grehov. Z besedami bibličnega pisca prihajamo pred tvoje obličje in pravimo: Gospod, naš Bog, v stiski in nevarnosti kličem k tebi, kajti ti me uslišiš. Varuj me, reši svojega služabnika, ki zaupa vate. Izkaži mi milost, zakaj ti, Gospod, si dober in odpuščaš. Ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo. Amen. Besede milosti in slavospeva pa pravi takole: Tako govori Gospod: Glejte, nekaj novega storim, zdaj krije, mar ne opazite? Da, speljal bom pot skozi puščavo in reke skozi pustinjo. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Oče v nebesih, hvala ti, da nas razveseljuješ, nam daješ varnost in moč, kažeš nam pot, po kateri hodimo, da ne zgrešimo cilja. Ti nas varuješ, ko se odpravljamo in kadar se vračamo, danes in jutri in vse naše življenje in na vekomaj. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo, predtem pa zapojmo še skupno pesem Naš Bog je mogočen Bog. Lahko sedete. Kolikokrat v življenju ste že imeli občutek, da niste dovolj dobri? Ni važno, koliko naredimo in koliko se trudimo, vedno je nek glas, ki nam šepeta, da nismo naredili dovolj. Tudi v odnosu do Boga se včasih morda sprašujemo, ali smo vredni njegove ljubezni. Preden bomo slišali današnje berilo, vas vabim, da prisluhnete pesmi, ki jo bomo zapeli skupaj z Zalo in Živo Kirn. Pesem je v angleškem jeziku, zato bom najprej prebrala slovenski prevod. Ti praviš: Borim se z glasovi v moji glavi, ki mi govorijo, da nisem dovolj. Lažmi, ki mi dopovedujejo, da nikoli ne bom zadostovala svetu. Ali sem res samo vsota vzponov in padcev? Sprašujem se, kdo sploh sem. Ti pa praviš, da sem ljubljena, tudi ko nič ne čutim. Praviš, da sem močna, ko mislim, da sem šibka. In praviš, da sem varna, ko mi spodleti. In ko ne pripadam temu svetu, ti praviš, moja si. In verjamem, res verjamem temu, kar o meni praviš ti. Edino, kar zdaj šteje, je to, kaj ti misliš o meni. V tebi najdem svojo vrednost, v tebi najdem svojo identiteto. Zato vse, kar imam, zdaj polagam k tvojim nogam.
Vse imaš pod nadzorom, Bog, ti si zmagovalec. In praviš, da sem ljubljena, tudi ko nič ne čutim. Praviš, da sem močna, ko mislim, da sem šibka. Ti praviš, da sem varna, ko mi spodleti, in ko ne pripadam temu svetu, ti praviš, moja si. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, oh. You say I am loved when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. I believe what you say of me. I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, oh. You say I am yours when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Oh, you say I am loved when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Prisluhnimo sedaj berilu, ki je iz Mateja 8. poglavje 5. do 13. vrstica. Jezus ozdravi stotnikovega služabnika. Ko je prišel v Kafarnaum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil ter govoril: Gospod, moj služabnik leži doma hrom in hudo trpi. Jezus mu je rekel: Pridem in ga ozdravim. Stotnik pa mu je odgovoril:
Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj, te rečem temu, pojdi in gre, in drugemu, pridi in pride, in svojemu služabniku, stori to in stori. Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem, resnično povem vam, pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere. Povem vam, da jih bo veliko prišlo z vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z Abrahamom, Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu. Sinovi kraljestva pa bodo vrženi ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Stotniku pa je Jezus rekel, pojdi in kakor si veroval, naj se ti zgodi. In služabnik je ozdravil tisto uro. Stotnik v prebranem odlomku izreče besede, Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho. Iz česar lahko razberemo, da je bil zelo ponižen in skromen. Nemara pa je tudi njemu dvom razžiral srce, ali je res dovolj dober, da si zasluži Božjo ljubezen. Vendar stotnik se ne zaustavi tu, temveč nadaljuje z besedami, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen, kar nakazuje na njegovo zaupanje in globoko vero. Tudi pesem, ki smo jo slišali uvodoma, poudarja prav to, vero in zaupanje Bogu, da smo ljubljeni, močni, vredni in da mu pripadamo, da smo njegovi. Dragi zbrani, naj nas te besede nagovorijo in opogumijo, kajti tudi če mi včasih dvomimo o sebi, ne dovolimo, da nas ta dvom odvrne od Boga, od molitve ali od tega, da bi prihajali v cerkev. Nasprotno, pogumno vztrajajmo, da se bodo tudi nam uresničile Jezusove besede. Pojdi in kakor si veroval, naj se ti zgodi. Pred nami so pesmi oboževanja, zato nas vabim, da ostanemo in z veselimi srci damo slavo in čast Bogu, saj mu pripada.
Kapučijo morja vsa in grom, buri tvoja roka nosi me. Oče, ti si kralj čez vse, jaz vem, še vedno ti zaupal bom. Skrine pod peruti svoje in pokrit me svojo roko ti. Kapučijo morja vsa in grom, buri tvoja roka nosi me. Oče, ti si kralj čez vse, jaz vem, še vedno ti zaupal bom. Kapučijo morja vsa in grom, buri tvoja roka nosi me. Oče, ti si kralj čez vse, jaz vem, še vedno ti zaupal bom. Duši zdaje mir, ker v Kristusu sem. Silna moč me ščiti dan in noč. Kapučijo morja vsa in grom, buri tvoja roka nosi me. Oče, ti si kralj čez vse, jaz vem, še vedno ti zaupal bom. Kapučijo morja vsa in grom, buri tvoja roka nosi me. Oče, ti si kralj čez vse, jaz vem, še vedno ti zaupal bom. Še vedno ti zaupal bom. Še vedno ti zaupal bom. Gospod, hvala ti za tvojo dobroto, ljubezen in usmiljenje. Hvala, ker smo ti dragoceni in v tvojih očeh vredni, vredni tvoje ljubezni in tvoje žrtve. Zato ti želimo dati vso hvalo, slavo in čast. Amen. Sledi utrinek za otroke. Bomo malo še počakali.
Dragi otroci, prejšnjo nedeljo smo se o nečem pogovarjali pri utrinku za otroke. Ali se spomnite, o čem ste se pogovarjali prejšnjo nedeljo? O vesolju, tako je. Hvala lepa. Nekdo pa spremlja. Danes pa se bomo pogovarjali o Mavrici. Poznate Mavrico? Vam je všeč? Tukaj imam dve slike Mavrice. Ko Mavrica zasije, je vse lepo in vse je krasno. Ali veste, kdaj posije Mavrica? Sonce pa dež skupaj, še kdo drug? Bi kaj drugega povedal? Mavrica posije po dežju. Ali veste, koliko barv ima Mavrica? Tukaj jih lahko preštejete. 7 barv ima Mavrica. In bomo jih vse skupaj jih bomo prešteli. Prvo je rdeča, oranžna, rumena, zelena, svetlo-modra, temno-modra in vijolična. Mavrica je ena od najlepših stvari, ki jih lahko vidijo naše oči. Imajo pa tudi globok pomen v Svetem pismu. Ali veste, kdo je na zemlji prvi videl Mavrico? Veste, starejši? Noje in njegova družina. Ko je bil konec potopa, je Noje svojo družino in živalmi stopil iz ladje. Zagledali so Mavrico in Bog je obljubil Nojetu, da nikoli več ne bo uničil sveta z vodo. Kot znamenje te obljube je Bog dal Mavrico na nebo. Mavrica pomeni znamenje Božje obljube, da je Bog zvest in drži obljubo in da nas ima rad. Mavrica je za nas lep opomnik, da Bog nikoli ne pozabi na nas. Vedno skrbi za nas in nam daje novo upanje. Dragi otroci, Bog vas ima zelo rad in nas vse, tudi starejše. Tako kot ima Mavrica različne barve na sebi, smo tudi ljudje med seboj različni, toda Bog nas ima vse enako rad. Zato pojdite zdaj se učiti še o tem ljubečem Bogu. Mi pa naprej. Pred Božjo besedo bomo pobrali še kolekto. Soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. Going
Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, nekje sem prebrala naslednjo misel. Kadar človek pozabi, kdo je, Bog tega ne pozabi. Ko se izgubimo v lastnih sencah, nas Božja milost poišče prej, kot mi utegnemo zaklicati mir, ki ga daje Bog. Ni odsotnost teže, ampak gotovost, da smo nošeni v njegovih dlaneh. Prebrala sem resnično zgodbo, kako je pred leti v eni evropskih porodnišnic na oddelek za intenzivno nego novorojenčkov prispela deklica, težka komaj 720 gramov. Rodila se je mnogo prezgodaj. Njeno telo je bilo tako drobceno, da so se zdravniki še tedne bali, ali bodo njena pljuča sploh zmogla zajeti svet. Materi, mladi ženski v stiski, je zaradi strahu, bolečine in pritiska okolice počil svet. Ni imela moči, da bi se sploh kadarkoli približala inkubatorju. Bila je tako prepričana, da je premlada, prešibka, premalo vredna, da bi bila dobra mati. Zato se je raje umaknila v tišino svoje krivde. Oče pritiskov ni zdržal in je odšel. Deklica je tako ležala skoraj sama, obdana z lučkami, cevčicami in stalnim piskanjem monitorjev. Vsako jutro je k njej pristopila neonatologinja, žena in zdravnica, ki je bila znana po tem, da nikoli ni pozabila izreči stavka, ki se ji je globoko vtisnil v srce. Vsak otrok je čudovito ustvarjen, še preden ga vidimo. Nekega dne je k inkubatorju prinesla majhno kartico. Na njej so bile napisane besede iz Psalma 139. Zares, ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v materinem telesu. Položila jo je na inkubator in rekla medicinski sestri: če je Bog to detece stkal v materinem telesu, potem to pomeni, da tudi v tej svoji krhkosti nosi Božji da. Njena vrednost ni v tem, kako močna je, ampak da je čudovito ustvarjena. Tistega popoldneva, po dneh tišine, je v sobo tiho vstopila tudi mama. Videla je kartico na inkubatorju, počasi prebrala psalm in stekla proč. Naslednje jutro se je vrnila. Tokrat je zmogla sedeti na stolu ob svojih hčerki. Dolgo je ni upala pogledati, dokler ji ni zdravnica nežno rekla: vidite, ničesar vam ni treba dokazati. Ona vas ne meri po vaših napakah, samo obstaja. In vi obstajate. Čudovito ustvarjeni. Obe. Mama je prvič položila roko na inkubator. In prvič po dolgem času so ji tekle solze, ki niso bile iz sramu, ampak iz globoke empatije. Morda pa tudi mene Bog ni pozabil stkati. Dan za dnem je prihajala. Po tednih, ko so mislili, da je malo življenje prekrhko, je deklica prvič odprla oči. Potem pa tudi prvič močno zajokala, kot da bi celemu svetu želela povedati: tudi jaz sem bila stkana, tudi jaz sem čudovito ustvarjena. Mala deklica je preživela. Danes je mlada žena, ki svoje življenje posveča delu z ženskami in z otroki, tistimi, ki so v stiski. Ko govori o svojih začetkih, v svojih intervjujih pravi takole: ko so rekli, da sem premajhna za ta svet, je Bog že vedel, kdo sem. Ko mama ni mogla verjeti vase in vame, je Bog že verjel v naju obe. Vem, da sem bila čudovito ustvarjena, moje ledvice, moje srce, moj dih, moja duša to dobro pozna. In o tem, kako nas je Bog čudovito ustvaril, govori tudi odlomek današnje pridige,
ki ga najdemo v psalmu 139 od 13. do 14. vrstice sledeče. Zares, ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v materinem telesu. Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen. Čudovita so tvoja dela. Moja duša to dobro pozna. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in neminljivo besedo. Amen. Dragi zbrani, če želimo razumeti, od kod izhaja ta starozavezna svetopisemska misel, torej da smo čudovito ustvarjeni, se moramo najprej zazreti v prve strani Svetega pisma. Kot zelo rada povabim v svojih pridigah in včasih v kakšnem intervjuju k premisleku na to temo, vas povabim tudi sedaj v čas otroštva. Zagotovo se še spomnite tiste najpreprostejše igre, ki ste se jo igrali s svojimi starši, svojimi otroki in je značilna in univerzalna igra po celem svetu, ne glede na to, kakšnemu kulturnemu ozadju ali jezikovnemu ozadju pripadamo. To je igra, pri kateri ne potrebujemo prav nobene igračke. Gre za igro kuku ali igro skrivalnic in igro iskanja. Zato ji tudi pravimo, da je najbolj univerzalna igra. Ta igra na nek način kaže sliko našega življenja. Vsi mi zagotovo hrepenimo po tem, da bi bili opaženi, da bi bili videni, da bi bili slišani. Pravzaprav pa se zaradi lastnih dvomov, občutkov, da nismo dovolj dobri, tako radi skrivamo pred drugimi in pred Bogom, ker ne želimo, da bi drugi spoznali, kdo ali kakšni v resnici smo. Zato raje ostajamo zavrnjeni anonimneži. Toda igro skrivalnic prvič v zgodovini človeštva najdemo že na začetnih straneh Svetega pisma, saj sta se Adam in Eva skrivala v Edenskem vrtu in od takrat dalje se pravzaprav celotno človeštvo igra skrivalnice z Bogom. Zaradi sramu se skrivamo, se izogibamo. Tako, kot sta se skrivala Adam in Eva. V zahodni družbi imamo mnogo načinov, kako se skrivati, saj uporabljamo različne preobleke. Recimo, raje govorimo o nepremičninski, finančni, gospodarski in socialni krizi, čeprav gre v resnici za diagnozo osiromašene identitete, dostojanstva, smisla posameznika. Če tudi bežimo, na neki točki moramo začeti iskati odgovore pri Bogu. Prebrali smo, da se Bogu lahko zahvaljujemo, ker smo tako čudovito ustvarjeni, ker so čudovita Božja dela. Veste, kralj David je psalem 139, iz katerega izhaja prebrani odlomek, napisal, kot da bi na nek način pisal dialog med prvim človekom Adamom in Bogom. V prebranih vrsticah tega psalma, če pozorno poslušamo, lahko najdemo odmev teologije stvarjenja, saj tudi na začetku Svetega pisma beremo, da Bog ustvarja in reče, naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost. Na kar doda, Bog je videl vse, kar je naredil in glej, bilo je zelo dobro. Temu v teologiji pravimo, da je Bog človeka ustvaril po svoji podobi in uporabljamo krilatico imago Dei. To, da smo ustvarjeni po Božji podobi, nas lahko kaj hitro obremeni. Saj imamo lahko hitro vtis, da se moramo obnašati kot bogovi. To, da veste, Bog nas ni ustvaril kot polbogove, ampak v prvi vrsti ta podobnost pomeni, da se podobnost po Božji podobi na nek način razkrije v naši inteligenci, v naši lakoti po dobrem, v naši ustvarjalnosti, kreativnosti, želji po občudovanju lepega, estetike, želji po svobodi, predvsem pa po naši sposobnosti in močnem hrepenenju, da smo z nekom v odnosu.
Najbolj smo namreč Bogu podobni takrat, ko ljubimo. Bog kot trojedin je zmožen odnosa, komunikacije, pogovora. V množinski glagolski obliki ustvarja človeka, saj je zapisano naredimo človeka. Torej, osnova naše identitete, ko govorimo o tem, da smo ustvarjeni po Božji podobi, je seveda ljubezen. In v tem smo čudovito ustvarjeni. Toda kaj, ko že prvi človek doživi zlom svojega dostojanstva, identitete, doživlja strah in sram, včasih celo gnus. Ta najbolj pride do izraza, ko Adam Bogu na vprašanje, kje si, odgovori takole: slišal sem tvoj glas v vrtu, pa sem se zbal, ker sem nag in sem se skril. Skozi stoletja človeške zgodovine si je človek na različne načine poskusil vrniti svoje dostojanstvo, a žal mu to ni uspelo vse do točke, ko je posegel Bog. Pravzaprav je tudi kralj David doživljal to stisko, to iskanje identitete, ko je pisal Psalm 139. Če pogledamo zgodovinski in socialni kontekst nastanka tega psalma, lahko sklepamo, da je bil psalm napisan okoli leta 1000 pred Kristusom, ko je David postal kralj celotnega Izraela. Toda kljub temu uspehu je ravno v tistem času doživljal zelo veliko agonijo, tako v svoji družini, kot tudi v tedanji družbeno-politični sceni. Večkrat se je znašel v smrtni nevarnosti in v tej stiski, v tem primežu zapiše, da je čudovito ustvarjen. Kot bi si na nek način skušal povrniti izgubljeno dostojanstvo, ki so mu ga ukradle življenjske okoliščine in stiske. Drage sestre, dragi bratje, tudi mi se zagotovo srečujemo z različnimi agonijami v svojem življenju. Morda imamo na svojih plečih breme krivde in včasih pobegnemo v puščavo, v osamo. Morda se počutimo kot nikogaršnji sinovi ali hčere, ko nam ves čas odzvanjajo tiste besede iz časa otroštva: iz tebe ne bo nikoli nič. Morda se čutimo zapostavljene, odrinjene, premalo cenjene. Danes nad nami visi agonija človeške bede, bojkota, umika in izolacije. Ljudje 3. tisočletja smo prepogosto definirani kot nenasitni, nezadovoljneži, ki na svoje obraze dajemo masko, pudra, znamke, navidezni samozadostnež. Pri čemer pa globoko v sebi skrivamo rane, skrivamo pristna čustva, morda tudi strahove. Naš moderni svet res da živi v demokratični svobodi, a kaj, ko je na pohodu inkvizicija podivjanega kapitalizma in potrošništva, ki postaja vse bolj nehumano, požrešno in goljufivo. Poglejte, pridni in delovni ljudje so postavljeni ob stran. Pomoč sočloveku nam je postala tuja, zanjo nimamo več časa. Obdelovanje zemlje in skrb za naravo je postalo necenjeno. Ljudi, ki kakorkoli izstopajo iz naših kriterijev popolnih ljudi, odrivamo na stran. Na nek način smo iz svoje družbe in iz življenja dobesedno Boga nagnali. Ustvarjamo svet materialnega obilja in pretirane permisije ter totalnega moralnega relativizma. Kljub temu, da živimo v tehnološki napredni družbi in znamo marsikaj postoriti, pa se kar naprej kopičijo nove fobije, novi strahovi. V sebi namreč močno zardevamo, saj se ne čutimo dovolj dobre, dovolj vredne. In v vsej tej drami in bedi človeštva, v kateri se je pred več kot 3000 leti znašel tudi David, preberemo vzklik njegove včasih radostne, včasih pa tudi ranjene in Boga žejne duše, ko pravi: zares, ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v materinem telesu. Sprašujem se, zakaj je pisec izmed vseh pomembnih organov v telesu na tem mestu omenil ravno ledvice.
Veste, ledvice v Svetem pismu in v hebrejskem originalnem jeziku predstavljajo sedež človekovih emocij, predstavljajo človekovo celovitost, pravzaprav tudi integriteto, kompletnost, človekovo zrelost. Tako kot mi poetično razumemo funkcijo srca, ki ga načeloma povezujemo z ljubeznijo, pa z najvišjim bitjem, tudi ko smo zaljubljeni, rišemo srčke, tako nekako si predstavljajmo, da Judje razumejo ledvice. Pravzaprav jih razumejo kot center največje zavesti. In ko David pravi, da je Bog ustvaril njegove ledvice, to pomeni, da pravzaprav Bog pozna njegovo največjo, najbolj skrito bolečino, tisto, ki jo skriva v sebi. Bog nam torej danes daje možnost, da smo lahko brutalno iskreni, da lahko pred njim pokažemo svoja čustva, vse tisto, kar nas tišči k tlom. S tem, ko so omenjene ledvice, nam pisec daje možnost, da pred Bogom izlijemo vso svojo žalost, strahove, jezo, zamere, pa tudi vprašanja, dvome, upe, sanje, strasti in želje. Ne rabimo več nositi maske samopravičnosti, ne rabimo se pretvarjati, ampak smo lahko točno takšni, kot smo, z vsemi svojimi napakami. Od najbolj neizrečenih želja našega srca do najbolj skritih misli, vse to Bog, ki je naš Oče, pozna. Prebrali smo tudi, da nas je Bog dobesedno stkal. Prevod pravi, da nas je zgnetel, da nas je naredil v materinem telesu, kar z drugimi besedami pomeni, da je v nas pustil svoj prstni odtis, božanski DNK, bi rekli, ki pa je ljubezen. Tudi naša deklica iz zgodbe, kot tako majhna, seveda ni mogla še doumeti, da po njenih žilah teče DNK Božje ljubezni. Še nekaj je zanimivega glede ledvic. Ledvice so organ, ki je zadolžen za detoksikacijo oziroma odstranjevanje strupov iz telesa, za razstrupljanje. Zato so ledvice pod največjim vplivom naših čustev, pravzaprav pod največjim vplivom našega strahu. Zagotovo ste že slišali za izraz, kot je, da nekdo zmrzne od strahu ali pa da je prebledel od strahu. To se zgodi, ko se ledvice zaradi strahu naenkrat skrčijo in pride do zastoja pri čiščenju krvi. Kot posledica nastanejo težave pri cirkulaciji, zaradi česar naše noge in roke postanejo hladne. Posledično ledvice ne opravljajo več svoje funkcije. In kaj se zgodi? V našem telesu se kopičijo strupi in odpadni materiali. Tudi 3000 let nazaj so bili ljudje že dovolj pametni, da so to razumeli. Zato pisec David na tem mesecu omenja ledvice. Morda pa nas Bog želi danes osvoboditi naših strahov in zavoženih priložnosti, s katerimi strupimo svoje ledvice. Morda nas skuša Bog očistiti strupov, ki pogosto zameglijo našo zavest. Morda pa nam skuša pokazati, zaradi katerih strupov smo obrnili hrbet Bogu in bližnjemu. Morda pa lahko danes spremenimo to, da se v naših duhovnih ledvicah prenehajo nabirati strupi, kot so pomanjkanje spoštovanja, ljubezni do bližnjega, prevzemanje odgovornosti. Starozavezni pisec je zelo dobro razumel, da so ledvice predstavljene kot sedež človekovega veselja, radosti in obžalovanja. Ledvice so predstavljene kot sedež moralnega značaja. Morda pa se lahko končno prenehamo skrivati pred Bogom in bližnjimi. Morda je čas, da pridemo pred svojega nebeškega Očeta takšni, kot smo, da se z njim spravimo, da bo v nas več ljubezni, več spoštovanja, več odpuščanja in več sprejemanja. Morda kdaj težko podredimo svoja čustva in jih nimamo pod kontrolo. Zato se lahko naučimo danes tudi kontrolirati svojo jezo, zamere, nevoščljivost, tekmovalnost. Priznajmo svoje grehe, pokesajmo se in odvrnimo se od hudega.
Dragi bratje in sestre, ko danes odpiramo psalmistove besede, zares ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v materinem telesu in zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen, se mi zdi, da prav v teh besedah odmeva nekaj, kar presega človeški razum. Odmeva resničnost, ki je starejša od naših ran, globlja od naših strahov in močnejša od naših dvomov. Te besede niso le starozavezna poezija, niso le prelepa modrost, so Božja razglasitev o človeku, o meni, o tebi. Ko psalmist reče, stkal si me v materinem telesu, govori o Bogu, ki ne ustvarja z ukazom, temveč z dotikom. Govori o Bogu, ki ga ne oblikujejo ukazi, temveč nežnost. Govori o Bogu, ki ne oblikuje množice, temveč posameznika. Bog nas ne proizvaja po tekočem traku. Bog nas tke in za tkanje si vzame zelo veliko časa. Vsaka sekunda našega življenja je na nek način tkanje Božje DNK v nas. In vsako sekundo življenja, ki jo vsak od nas ima, je vzorec in odraz tega, da smo ustvarjeni po Božji ljubezni. Vzorec, ki ga plete v nas, je prepleten iz Božje ljubezni, poklicanosti, odgovornosti, hrepenenja in smisla. To je ta naš božanski DNK, ki je dosti več kot samo genetska koda, predvsem je duhovna. To je identiteta, ki ne ugasne, tudi takrat, ko morda ugasne naš pogum. In ko pravimo, da je Bog ustvaril naše ledvice, govorimo o tem, da Bog ne le da pozna našo biologijo, temveč pozna tudi našo najglobjo notranjost. Pozna tisto, česar drugi ne vidijo. Morda celo tisto, česar se niti sami ne zavedamo. Pozna naše čustvene kratke stike, naše notranje poskuse preživetja, naše notranje boje, naše neizgovorjene bolečine, naše skrite solze in naše pretihotapljene strahove. Pozna del nas, kjer se rojeva naše upanje, in del nas, kjer se rojeva naš sram. Pozna vse. In veste, kaj je najbolj zanimivo pri tem? Še vedno nas ljubi. Neizmerno nas ima rad. In glejte, dragi moji, tu se zgodi največji čudež, saj psalmist ne pravi samo, da ga je Bog ustvaril, ampak da je čudovito ustvarjen. Torej sredi stisk, preganjanj, notranjih zlomov, krivde, sredi vsega, kar bi lahko uničilo njegovo dostojanstvo, si upa ta zloglasni, večkrat označeni grešni kralj David reči čudovit sem. Ne zaradi sebe, ne zaradi svojih številnih krivih in napačnih dejanj, tudi ne zaradi tega, da bi na ta način poskušal podkupiti Boga, da bi mu šlo v življenju dobro, ampak izključno iz tega naslova, ker ga je Bog ustvaril iz ljubezni. David si na novo prisvoji novo identiteto, ki mu jo življenje poskuša ukrasti. In to velja tudi za nas danes, ko pravimo, da bomo oblekli Kristusa, Kristusova oblačila, s tem pravi, da bomo dobili novo identiteto, na kateri piše, ljubljen si, dovolj si dober, Božji otrok si, Bog te ljubi. Tudi mi se večkrat zaradi različnih vzrokov, družinskih vzorcev, napačne vzgoje, vseh ostalih okoliščin, ki pač smo jih v svojem življenju deležni, včasih pa tudi zaradi lastnih neodgovornosti in napačnih odločitev, znajdemo v kopici dvomov. Mnogokrat se znajdemo v labirintu iskanja, ko ne vemo, kako se sploh spraviti ven iz stiske. Kdo sem? Kam grem? Komu pripadam? Kje je moj dom? Kdo me ima rad? Zakaj živim? Kaj se bo zgodilo, ko ne bom več živel? Zakaj je moje srce tolikokrat prestrašeno? Moje ledvice pa zastrupljene strahovi, zamerami, primerjanjem in nezaupanjem.
In vendar sredi vsega tega džumbusa in odmeva v naših mislih prihaja Psalm 139 kot klic samega Boga. Ne boj se, jaz sem te stkal, jaz te poznam, jaz sem v tebi pustil svoj prstni odtis, ne zaradi tvojih zaslug, ampak zaradi moje ljubezni. Morda, dragi brat, draga sestra, danes čutiš, da si preveč zmeden, da si premalo dober, da ne ustrezaš kriterijem te družbe, da si preveč ranjen. Morda se počutiš preveč zakrnel, preveč utrujen. Morda tvoja zgodba ni tako bleščeča, kot bi jo rad videl ta svet. A veste, v Božjih očeh je vse to sekundarnega pomena. V Božjih očeh je prvo dejstvo, da si čudovito ustvarjen, da je tvoja duša vredna bistveno več od vseh tvojih padcev, da je tvoja notranjost dosti bolj dragocena od vseh tvojih zlomov in da ti tvoj stvarnik tudi danes pravi: moja dela so čudovita in ti si eno od njih. Zato si danes upajmo reči to, kar je psalmist izrekel sredi lastnih tesnob. Govorimo namreč o kralju Davidu, ki je bil takrat najmočnejši, najbogatejši človek tistega časa, ki je bil na oblasti, ki je imel vse, karkoli si je njegovo srce zaželelo. Pa vendar se je globoko v sebi zavedal, da je brez Boga prazen. Zato pravi: moja duša to dobro pozna. Rada bi nas spodbudila k izzivu. Ko bomo danes odhajali iz cerkve, razmišljajmo o tem. Bog nas ni naredil po naključju. Bog nas je stkal. Bog nas je oblikoval tako, da smo za nekoga, ki sedi v cerkveni klopi, dar. Za nekoga, s katerim živimo doma, pa sreča. In ko ne vemo več, kdo smo, se spomnimo, kdo nas je stkal. Naj bo torej danes priložnost, da izpustimo iz svojih rok, iz svojih misli in iz svojih duš vse, kar nas zastruplja, in sprejmimo tega, ki nas je ustvaril. Prenehajmo se skrivati pred Bogom in stopimo pred njega takšni, kot smo, in dovolimo, da se spet vidimo v zrcalu Božje milosti. In ko bo prišel trenutek, ko bomo podvomili vase in ko bomo mislili, da smo premalo, ko se bomo počutili kot majhna deklica, ki se je v inkubatorju borila za svoje življenje, si recimo iz globine svojega bitja: zares, ti si me ustvaril, zares, tvoje delo sem, zares, čudovito sem ustvarjen in moja duša to pozna. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca in vaše misli po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. Dobri Bog, zahvaljujemo se ti, ker nas tvoja beseda danes znova spominja, da nismo slučaj, nismo napaka, nismo odvečni, ampak smo stkani v tvojem srcu, še preden smo bili stkani v materinem telesu. Priznamo ti, da se pogosto vidimo skozi oči sveta, skozi neuspehe, primerjanje, rane, zavrnitve in strahove. Toliki med nami se počutimo premajhne, nedorasle, nevidne, včasih celo pozabljene od ljudi in od tebe. A ti nas danes kličeš po imenu in nam praviš: ti si moje delo, ti si čudovito ustvarjen, jaz te poznam. Gospod, ti, ki si ustvaril naše ledvice, poznaš vse, kar v nas drhti, kar nas stiska in plaši. Poznaš naše skrite misli, naše neizrečene bolečine, našo jezo, zavist, razbite odnose, tihe solze in zamolčane krike. Prinašamo ti danes vse te notranje strupe, vso duhovno navlako, ki se je nabrala v naših ledvicah, pomanjkanje spoštovanja, ljubezni, neprevzete odgovornosti, neodpuščene zamere, hladnost do bližnjega in otopelost do tebe.
prosimo, očisti nas, razstrupi nas. Naj tvoja milost preplavi vse, kar je v nas ranjeno in otrdelo. In ko bomo zdaj odhajali iz tega bogoslužja, naj ne odidemo kot ljudje, ki so zgolj slišali lepo misel, ampak ljudje, ki so bili na novo potrjeni, da smo ljubljeni, preden karkoli naredimo, da smo iskani, preden se sploh začnemo vračati, da smo tvoj sin, tvoja hči, ki sta bila nekoč, morda brez imena, brez identitete, a sta v Kristusu prejela novo ime, novo srce in novo življenje. Amen. In bogoslužje bomo zaključili staro krščansko himno, ki jo peva Božjo veličino. Bomo molili še molitev Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dužnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sjati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Amen.